Spoštovane, spoštovani, pozdrav in dobrodošli pri spremljanju oddaje Detektor. Pozdravljam tokratnega gosta, z nami je magister Franc Juteršek, direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem. Kako varno je bilo izteklo leto in na kaj moramo biti pozorni, da bomo tudi leto, v katerega smo vstopili, čim bolj varno, vam bomo v pogovoru poizkusila pojasniti skupaj z našim gostom. Gasilci so resnično vsestransko usposobljeni in vedno odzivni vsakokrat in povsod, zato ni nič nenavadnega, da so tudi gasilci v letu 2018, v katero se je izteklo, utrdili visoko stopnjo zaupanja in priljubljenosti pri državljanih. V katero obdobje sega pričetek gasilstva in komu gre pripisati prvenstvo za pričetek gasilstva v Sloveniji, bi povprašal našega gosta, da uvodoma predstavimo tudi malo zgodovine. Najprej lep pozdrav vam in vašim gledalcem. In če se kar vrnemo na temo, ko govorimo o začetku gasilstva v Sloveniji, moramo najprej povedati, da gasilci so obstajali že odkar obstaja ogenj. Organizirano gasilstvo pa štejemo od leta 1869, takrat, ko je monarhija z zakonom uvedla prostovoljstvo, in od takrat naprej štejemo tudi, da prostovoljna gasilska društva štejejo svoje leta obstoja. Pa tu je v zvezi tega prvenstva je tudi določena anekdota, rekel pa tudi v nekem obdobju je bilo tudi neke svojevrstna polemika, ali to Metlika ali tu nekje druge, pa bi morda kaj tudi to pojasnil. Res, to je anekdota, ki pa verjetno, da je tudi resnična. Štejemo v Sloveniji kot najstarejšo prostovoljno gasilsko društvo Metliko, seveda pa navzlic tej anekdoti pa poznamo, da bi lahko to letnico imelo prostovoljno gasilsko društvo Laško, ki so prvi zaprosili in dobili sklep na Dunaju o prostovoljnem gasilskem društvu v Sloveniji. Vendar zaradi veselja in dolge poti sta tista dva odposlanca, ki sta ta sklep prinesla v Laško, ta sklep tudi papir izgubila. In preden, da so se to postopki ponovili, je trajalo več kot pol leta, v tem času pa so se registrirali že tudi gasilci v Metliki in tako je postalo kot prvo prostovoljno gasilsko društvo Metlika. Skratka, tudi na tem področju je svojevrstna, zgodba, ki je zanimiva in jo verjetno malo kdo pozna, tako. Ja, seveda je ta zgodba, malo kdo jo pozna, ampak tisti, ki se za gasilstvo prostovoljno zanimajo, jim je to dokaj poznana zadeva. Je tudi pri nas v našem okolju bila veliko dilema, ne. Gasilci smo že prej bili zavedeni, da smo gasili, naprimer v Prevaljah je poznana letnica 1853, ko so že bili navedeni v Blejvajzovih novicah, ampak takrat še ni bilo z zakonom organizirano to prostovoljno gasilsko dejavnost, zato še nismo te letnice mogli uvrstiti kot začetek svojega delovanja na Koroškem. To obeležje gasilstva, nastanek gasilstva ima tudi, eno možnost ogleda v muzeju v Metliki, ki je ustanovljen. Pa verjetno ste obiskali že ta muzej in ga priporočate, je vredno ogleda. Seveda, kot gasilec bi bilo žalostno, da sem že 50 let in več prostovoljni gasilec, da tega muzeja ne bi videl. Res je, za mene osebno, pa verjetno tudi za vse gasilce in tudi za druge, ki jih zanima gasilstvo, je muzej vreden ogleda. V njem so shranjeni vsi starejši artikli gasilske opreme, ki smo je uporabljali do vseh današnjih modernejših načinov opremljanja. Je pa dejstvo, da je muzej v Metliki ravno zaradi te letnice in drugo leto, oziroma letos 2019, je obletnica 150. in bo tudi veliki dogodek v Metliki in po celi Sloveniji, vključno z Gasilsko zvezo Slovenije.
V muzeju je verjetno ali pa zanesljivo možno videti, bi rekel, ravno ta razvoj gasilstva, ker iz tistih enostavnih oprem, pa črpalk, pa gasilnih motork, pa vsega tega, prihajamo v ta novejši del, ki je pa seveda sodoben, to sodobnost pa narekuje tudi, bi rekel, zmeraj večja stopnja požarne ogroženosti. Je to vse možno razbrati v tem muzeju? Seveda. V muzeju so tele gasilska oprema od navadnih cevi, ki so gasilci v začetku uporabljali, od navadnih, takrat se še niso imenovali zaščitne obleke, ampak so bile to navadne delovne obleke, oziroma kar je kdo imel, čelade so šele kasneje prišle, tudi motork, ko ste omenjali, še niso bile motorke, ampak so bile navadne ročne brizgle, so delale na ročni sistem. Skozi razvoj dogodkov, tako kot se je industrija razvijala, se je tudi razvijala oprema za gasilstvo in proti ognju različnih vrst se je bilo potrebno boriti na različne načine in tako smo prišli do danes, do te najsodobnejše opreme, ki jo uporabljamo sedaj. Ta muzej je bil leta 2003 poimenovan po dr. Branku Božiču. Gre za osebnost verjetno, ki je močno zaznamovalo gasilstvo v Sloveniji, ker taka poimenovanja seveda imajo neko vsebino in neko ozadje, pa lahko kaj več pojasnite na to? Seveda, dr. Branko Božič je velika eminenca, osebnost na gasilskem področju, kakor tudi v svojem poklicnem življenju. On je zgodovinar, on je veliko prispeval k ustanovitvi tega gasilskega muzeja v Metliki. Takrat ni bilo tako enostavno nekje začeti. Metlika je sicer, bom rekel, na našem zemljevidu malo odročnejši kraj, ampak ravno skozi ta gasilski muzej se tudi gasilcem približal tisti kraj na našem jugu naše Slovenije. Gospod Božič je veliko prispeval k razvoju gasilstva v Sloveniji, saj je bil dolgoletni predsednik Gasilske zveze Slovenije in je tudi bil kasneje še častni predsednik Gasilske zveze Slovenije, tako da ob njegovem imenu lahko vsi gasilci samo damo kapo dol. Če preskočimo sedaj iz te, bi rekel, državne ali pa, bi rekel, slovenskega nivoja na Koroško. Prej ste že omenil, da so prvi zametki ali pa prva registracija bila opravljena v Slovenj Gradcu, druga naj bi bila v Prevaljah. Pa je tu kakšno rivalstvo ali so to zgolj, bi rekel, na Koroškem zaradi tega, ali je tu predvsem stvar, ki ima neki pomen, na katerega se lahko vsi upiramo, oziroma kako je z ostalimi društvi še? Ali so to, bi rekel, te zamiki nastajanja občutni ali je to dokaj, bi rekel, v nekem strjenem obdobju se ta stvar registracije izvajala? Ja, če povem, da je v Koroški regiji preko 30 prostovoljnih gasilskih enot, naj tudi omenim, da je večina teh že delovala ob tem datumu, ki je Metlika registrirala kot prvo prostovoljno gasilsko društvo. Seveda je pa časovnice, ki so samo kako leto za Metliki, Slovenj Gradec, Prevalje, Dravograd, Ravne in tako naprej. Saj Ravne, se spomnimo, je lani praznovalo 140. obletnico. Torej je bil samo v tistem času potek registracije odvisen, ali bo eno leto prej registrirano društvo ali leto kasneje. Delovali so pa praktično takrat že v vseh teh naših, zdaj rečem, večjih krajih, že vsa prostovoljna gasilska društva, sicer v drugačnem poimenovanju kot pa prostovoljno gasilsko društvo. Poklicno gasilstvo ima tudi svojo vrstno zgodovino in tudi specifične razloge nastanka, pa bi morda lahko tukaj pojasnil, kaj so bili razlogi, da se je iz tega prostovoljstva tudi razvilo poklicno gasilstvo? Na Ravnah nas vedno spremlja mati fabrika, tako tudi poklicni gasilci
za poklicne gasilce je vzrok mati fabrika. Leta 1947 je državna oblast zahtevala, da se v vseh industrijah, ki se ukvarjajo s črno metalurgijo, potrebno uvesti poklicno gasilstvo zaradi varnosti objektov in samih ljudi, ki tam živijo. Tako je tudi s tem odlokom na Ravnah se ustanovila znotraj Železarne Ravne poklicna gasilska enota, ki pa vemo, da po letu 1991, ko se je Slovenija osamosvojila in se je mati fabrika razkrojila na več 10 manjših podjetij, je sam metal in te velike družbe niso mogle zagotoviti dovolj finančnih sredstev, da bi takšno gasilsko enoto poklicno tudi vzdrževala. So velikaši na občini in v podjetju strnili glave in so našli kompromis in ustanovili javni gasilski zavod. To pa pomeni, da zdaj ta poklicna enota ni več samo znotraj zaokroženega območja gospodarske družbe Železarne Ravne, ampak da deluje tudi v javnem sektorju. In s tem, ker smo najvišja kategorizirana enota v občini, smo tudi prva in osrednja enota v občini Ravne. Koroški gasilski zavod, katerega vodite, se preko naziva Koroški deklarira tudi širše in se pričakuje, kot da bi rekel, poservisirate z svojimi storitvami vseh 12 koroških občin. Res je, Koroški gasilski zavod je tudi s tem namenom pridobil oziroma se prekvalificiral iz gasilskega zavoda Ravne na Koroškem v Koroški gasilski zavod. Vendar zaradi različnih interesov po občinah še nismo zaokrožili našo dejavnost, kljub temu, da smo edina poklicna enota v Koroški regiji, da bi delovali v vseh občinah. Naj omenim, da poklicna gasilska enota deluje predvsem za vse dejavnosti požarnega varstva v občini Ravne na Koroškem in znotraj industrije v tej občini. Za delovanje izven naše občine posredujemo v občini Prevalje, Mežica in Črna tudi za reševanje v višinah, za reševanje iz višin. Saj kot veste, imamo edini v tem delu Koroške regije avtolestev in smo edini usposobljeni, da lahko v takih primerih rešujemo iz višin. Nadalje širimo svojo dejavnost preko GEŠPA, to je naziv gasilske enote širšega pomena, ki posredujemo, ki imamo koncesijo od Republike Slovenije za posredovanje v nesrečah v cestnem prometu in v nesrečah z nevarnimi snovmi, in sicer za območju Mežiške doline in pa na območju občine Dravograd. Mejimo pa na tej dejavnosti z prostovoljnim gasilskim društvom Radlje, ki ima enako koncesijo, in pa prostovoljno gasilsko društvo Slovengradec, ki ima enako koncesijo tudi za svoje območje. In na mejnih področjih pokrivamo vse tri enote skupno. To pomeni, da določene storitve ali opravila vršite bi rekel, pretežno tule v občini Ravne na Koroškem, bi rekel, zaradi metalurgije, če se tako izrazim, potem pa v Mežiški dolini in sočasno pa imate en del storitev pa opravil, ki jih vršite čisto specifično za vseh 12 občin, če tako rečem, ker ta požarna lestev je tista, ki je vaša stvar, ki je ostala društva prostovoljna, verjetno ne posedujejo. Res je, mi v občini Ravne posedujemo vseh vrstah nesreč. V ostalih občinah Mežiške doline imamo še poleg prometnih nesreč in z nesrečami z nevarnimi snovmi tudi reševanje z višin. Dočim občine Dravske doline, od Vuzenice do Radelj oziroma do Ožbalta, nimajo še te lestve za reševanje iz višin,
ampak oni se poslužujejo včasih, ko jim pride do problema našo oziroma mariborsko. Pri državljanih ste deležni ustrezne pozornosti. Kakšen pa je vaš odnos oziroma kakšna je vaša ocena sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, z državnimi inštitucijami, pa tudi s prostovoljci, če bi tako vzel v celem tem odnosu? Ker kot poklicni gasilci ste neka specifika znotraj tega in seveda zahtevate potrebujete specifično opremo in tudi vse te odnosi včasih v bistvu morajo biti v celoti vkomponirani tudi v prostovoljstvo. So tu kakšne zadeve, skratka enkrat je nabava oprema, pa odnos z lokalno skupnosti, drugič državna inštitucija, tretjič pa, kot smo rekli, prostovoljci. Zadeva je dokaj kompleksna. Res je. Sami ste že omenili, da smo gasilci spoštovanja vredni, takrat, ko pride do nesreče. Ko pa se začnemo pogovarjati o strošku, potem pa ponavadi vsi naredimo en korak nazaj. Naj povem na začetku, da odnose za poklicne gasilce ureja državni nivo. Torej, z zakonom predpisujemo določene zadeve, kot so plačila, opremljenost pa pripravljenost, vendar sredstva morajo pa zagotoviti občine ustanoviteljice. In našega zavoda je ustanoviteljica samo občina Ravne. Torej je vso breme v glavnem na občini Ravne na Koroškem, seveda z dogovorom z temi podjetji znotraj Železarne Ravne, ki en delež prispeva ravno zaradi koriščenja teh uslug. Naj povem, da mi, ko smo poklicna enota, mi smo velik strošek za občino in za prebivalstvo. Saj vemo, da prostovoljci, gasilci, ki smo tudi vsi mi, ki smo zaposleni v Koroškem gasilskem zavodu, svoje poslanstvo izvajamo, kadar nismo v službi. Kadar smo v službi, pa moramo za to dobiti plačilo, moramo se izobraževati, moramo dobiti opremo, ki pa vemo, da je precej draga. Samo, če sicer je tak javno dostopni podatek, Koroški gasilski zavod v letu 2019 bo potreboval brez investicij za preživetje okrog 1 milijon evrov. To pa je precejšen strošek za občino in pa za ostale segmente, ki pokrivajo naše delovanje. Strošek, seveda, bi rekel, brez vlaganja seveda tudi ni rezultatov, tako da v bistvu to je pač treba vzeti v zakup. Ampak sedaj bi vas vprašal, kako ocenjujete izteklo leto na osnovi ocene ogroženosti? Smo leto 2018 imeli višjo stopnjo ogroženosti ali smo se soočili s kakšnimi pojavi, ki jih v preteklosti nismo, ali kako? Pa bi prosim vas. Vsako leto je specifično leto, ampak ugotavljamo, da se leto za letom stopnja ogroženosti na različnih področjih povečuje. Predvsem zaznavamo več pojavov v naravnem okolju. Vemo, od Slovenije so bili že veliki potresi v koncu prejšnjega stoletja. Veliko je poplav, te se predvsem v ciklusu 4 let pojavljajo kot zelo velike. Pojavil se je žledolom, ki prej tega nismo zaznavali. V zadnjem letu pa precej, ste tudi sami verjetno opazili, vetrolomov. Vedno v vseh teh vrstah nesrečah smo pa zopet v prvi vrsti aktivirani gasilci in moramo biti pripravljeni prav na vse te vrste zadev. Če pogledamo še malo bolj globalno, tudi požari se veliko bolj širijo na celi zemeljski obli, če računamo, ampak mi predvsem zdaj gledamo, kako taki veliki požari požirajo Kalifornijo, kako te veliki požari požirajo grške otoke in samo celinsko Grčijo, ampak to se moramo zavedati, da ne jutri, že danes se lahko tudi zgodi v našem okolju enako. Zato moramo biti pripravljeni na vse te zadeve. Skratka, če vas povzamem, ti globalni pojavi,
požari, potresi, žledolomi, vetrolomi, skratka tiste, ki jih opazujemo ali v zadnjem obdobju tudi lahko rečemo iz teko leta, tudi te cunami, ki so posledica potresov ali ne vem, časi vzrokov, ki jih navajajo, so včasih deluje, kot da je to neka oddaljena zadeva, ki nas ne more doseči, ampak kot rečeno, pravite, vsak globalni pojav je v bistvu tisti, ki je jutri lahko pri nas ali pa je že z nami. Tako je. Saj vidimo, ne, te vetrolome, 10 let nazaj jih nismo zaznavali vsaj v taki meri, ne, kot so zdaj. Zdaj pa se nam pojavljajo že večkrat na leto in to v velikem območju, ne. Naenkrat zajame, spomnimo se spomladi ali v prejšnjem letu, konec leta Dravsko dolino, potem proti koncu leta 2018 zgornjo Mežiško dolino, tako da mi, kar se tiče nesreč, nismo zavarovani oziroma nismo, bi rekel, imuni na to. Pri nas se ravno tako lahko zgodijo vse te vrste nesreč, kot pa jih beremo v svetu. Požarna ogroženost v poletnem času, ste že omenili, je izredno visoka, rečemo kras, burja, to še potencira te požare, obalni del. Ampak tudi ta Mežiška dolina, malo iz zgodovine poznamo, je bilo kar precej teh gozdnih požarov, tako pri delu Žerjava, Črne in tako. Pa kako je zdaj s tem, kako zdaj ocenjujete, bi rekel, to vrstno stopnjo ogroženosti? Čeprav je minilo že nekaj let od tistih dveh velikih požarov v Žerjavu, ki so bile leta 1973 in leta 1974, se je kljub temu vsako leto se pojavijo neki požari v naravnem okolju. Je pa dejstvo, da je pristop zaradi organiziranosti mogoče malo intenzivnejši in še, hvala Bogu, ni prišlo do večjih razsežnosti. Čeprav beležimo kar nekaj število vsako leto teh začetnih gozdnih požarov. Tako da jaz bi rekel, ne glede, če že dolgo ni velika gora pogorela v našem okolju, se to lahko vsakodnevno zgodi, saj imamo takšno območje. To pomeni ta presledek, da je veliko več osveščenosti za preventivno ravnanje občanov, tistih, ki smo včasih nehote tudi povzročitelji kakšnega požara, ali je tu splet okoliščin, včasih pač požar vemo, da lahko nastane iz nič tudi zaradi naravnih pojavov. Tudi lahko nastane iz naravnih pojavov, saj vemo, strele, švigajo vedno pogosteje po našem območju, ampak še vedno na prvem mestu beležimo kot vzroke človeško malomarnost, nepredvidljivost, neprevidnost in tako naprej. Velikokrat se dogaja, spomnimo se, 2 leti nazaj je bilo dokaj velik požar v takšnem okolju, ki je težko dostopen na vrhu Pece. Spomnimo se eno leto kasneje še za novo leto na vrhu Uršlje gore, ki so zaradi pirotehničnih zadev zažgali celo skalnato predev od Uršlje gore navzdol. So gasilci imeli precej dela in težkega dela, da smo to spravili, bi rekel, dokaj v omejenem obsegu v zaokrožitev te nevarnosti. Je pa vedno se pojavljajo, pa še vedno pravim, prvi vzrok je še vedno človeška neprevidnost in malomarnost. Navedli smo zdaj že, bi rekel, požarno ogroženost, vetrolome, poplave, žled, nizke temperature, skratka, poplave so tudi eden izmed pojavov, ki tule na tem prostoru, z njimi se soočamo. Imeli smo tisti, bi rekel, neverjeten, bi rekel, prizor v Dravogradu, pa tudi reka Meža, pa te hudourniki, če rečemo suha, to znajo tudi pristopiti bregove. Res je, pri nas imamo veliko teh rek, ki že za svojim pojavom
nas opominjajo, da lahko pride do poplav večjih razsežnosti. Predvsem je pa tudi veliko hudournikov. Predvsem mi je padla asociacija na te potoke, ki se imenuje Suha, Suhi dol, Suhi potok, ampak ti so v teh določenih trenutkih najbolj mokri in najbolj nevarni in včasih povzročijo kar precej škode in preglavic nam in našim občanom. Kar se tiče poplav, je res, da smo tudi gasilci vedno bolj pripravljeni na te zadeve. Že v letu 2018 je bilo zopet napovedane velike poplave na območju Dravograda, saj se je Drava visoko dvigala, vendar zaradi posledic prejšnjega dogodka iz leta 2012 so se tudi vse službe, tako na naši strani kot na avstrijski strani, pripravile na takšne nepredvidene dogodke in so vodo spuščale skozi elektrarne sorazmerno, tako da ni prišlo v določenem trenutku momentalno do tako visokega dviga. Moramo pa reči, da lahko bi pa tudi kljub vsem tem preventivnim vzrokom tudi prišlo do večjih razsežnosti, potem bi imeli pač veliko več preglavic in veliko več dela gasilci in ostale službe civilne zaščite. Reševanje pri prometnih nesrečah, tu je v bistvu pa zadeva, ki je v bistvu nepredvidljiva in tudi se pač zgodi in takrat, ko dobite vi klic na pomoč oziroma bi takole vprašal, takrat se seveda angažirajo, bi rekel, tako policija kot reševalne službe, kot gasilci, kot reševalci. Pa praviloma po odzivnem času, pa ne zdaj zaradi tega, da bi rekel, da je to med vami tekmo, kdo je praviloma prvi na kraju nesreče? Ja, glede našega dela in našega načina dela, ki imamo po vsakem pozivu na intervencijo, mi izvozimo kot poklicni gasilci v 1 minuti. Torej smo verjetno najbolj pripravljeni za izvoz in zato smo tudi navadno prvi na kraju dogodka nesreče oziroma prometne nesreče. Tako da, ampak to ni zaradi tega, da bi rekel, da so druge službe slabše, ampak imajo pač drugačen način dela za aktiviranje. No, skratka, to pomeni, če ste prvi na kraju nesreče, da morate tudi prvi ukrepati. Skratka, da vaša, bi rekel, naloga reševalna je v tem, da nudite celovito podporo oziroma oskrbo ponesrečencev, tako pri materialnem delu, kot tudi, bi rekel, na osebni ravni. Skratka, ponesrečence verjetno tudi oskrbite, ali? Naša prva naloga je pri prometni nesreči, da pomagamo človeku, ki je udeležen v nesreči. In to na tak način, da mu ne povzročimo večje nevarnosti ali večje ogroženosti. Torej, če smo mi prvi na kraju dogodka, če je potrebno, tudi nudimo prvo pomoč tem poškodovanim ljudem. Če so ukleščeni, moramo ravnati na tak način, da jih ne zraven poškodujemo oziroma da jim ne ogrožamo še njihovo zdravje ali poslabšamo njihovo stanje, kakršno so že takrat. Zato so tudi gasilci usposobljeni za nudenje prve pomoči, smo usposobljeni tudi za nudenje pomoči z defibrilatorjem pri ustavitvi srca. Tako da gasilci poleg svoje gasilske dejavnosti moramo še obvladati tudi precej postranskih dejavnosti. Skratka, zelo univerzalen pristop in celovit pristop in to pomeni, bi rekel, dejansko to, kar se na vsakem koraku izpostavlja, da gasilec mora biti dobro tako izobražen, kot tudi v neki dobri psihofizični kondiciji. In pa bi ravno iz tega vprašal, vi, kakšen je v bistvu en delovnik poklicnega gasilca ali poklicne enote, skratka, takrat, ko ni intervencij? Velikokrat se sprašujemo, a gasilci kaj delajo, kadar ne gori. Ampak, ko pa obrazložimo naš delovnik, potem pa ljudje malo se zamislijo
in malo spremenijo svoje mišljenje. Že uvodoma sem povedal, da smo v letu 2018 beležili preko 460 intervencij. To pomeni več kot ena na dan. Za samo, da spravimo, če tudi ni velikega pomena ogroženosti, da mi vzpostavimo prvotno stanje nazaj, potrebujemo precej časa z vozili, za opremo. Se moramo, kadar interveniramo, mi imamo v službi 4 gasilce, ki so stalno prisotni, plus poveljnik. Kadar je intervencija, odidejo ti na kraj dogodka, moramo aktivirati rezervno posadko, ki je v pripravljenosti na domu, in vsa vozila, ki grejo ven in upravijo določeno intervencijo, moramo, ko se vrne nazaj, zopet pripraviti v stanje pripravljenosti. Veliko imamo mi dela z storitvenimi dejavnostmi. Poklicni gasilci izvajamo požarne straže pri delih nevarnimi z ognjem, mora biti prisotnost gasilca, in to v naših podjetjih je kar precej. Potem imamo preko 6000 gasilnikov, ki jih moramo redno servisirati, hidrantno omrežje, in pa seveda moramo skrbeti za lastno usposobljenost. Mi imamo vsak mesec, morajo biti gasilci prisotni na raznovrstnih izobraževanjih, usposabljenih na IGO ali v drugih organizacijah, ki to izvajamo. Vsak teden imamo v svoji noti za vsako izmeno določene različne vrste vaj, usposabljanj, kajti gasilci se srečujemo enkrat z določeno vrsto nesreče, drugi z drugo, z enimi večkrat, z drugimi manj, in tudi tisti, ki niso vsakodnevno na sporedu, moramo biti pripravljeni, da bomo znali ukrepati, ko kaj pride. Ko upravimo vse te svoje aktivnosti, moramo zaradi vzdrževanja psihofizične kondicije vsako turnost izmene upraviti 1 uro vaj v fitnessu. Torej moramo v tem času, vedno gledamo, da so to v tistih terminih, kadar ni drugih obveznosti, da to upravljamo takrat. Seveda imamo pa tudi določene pogodbe z podjetji, ki jih varujemo tudi fizično. Torej upravljamo fizične obhode in preventivno obvladujemo razna podjetja v našem okolju in tudi druge ustanove. Tako da dela nikoli ne zmanjka. Skratka, v polni pripravljenosti in v maksimalni aktivnosti. Skratka. Vedno. Ja. Intervencije so izrednega pomena. Skratka, prej ste že rekel, intervenirati je treba ob raznih pojavih, ampak rekel, ko dobite vi klic ali neko sporočilo, pa dajte nam opisati, rekel, kako to poteka. Rekel, prvič, kdo vse vas mobilizira, če se tako izrazim. Je to že lahko tudi klic nekega občana, da nekaj gori, ali kako ta protokol poteka? Skratka, vemo, da je ta zadeva lahko tudi kompleksna, da se bo nekdo ponorčeval, pa bo rekel, ali karkoli. Pride tudi do takšnih pojavov, oziroma kako imate ta protokol, ki potem steče, pa bi ga morda opisal malo. Z uvedbo številke 112 oziroma Centra za zaščito in reševanje izpostave v Slovenj Gradcu se ravno te, kar ste zadeve na koncu omenjali, se to vedno manj pojavlja. Vedno manj občanov nas direktno kliče, ampak vedno vsi, če se pride do pojava, kličejo na 112 številko. To je pa naš center, ki pa potem oni nas obvestijo o dogodku. Torej, da bi sami občani, sploh ne vem, a še kdo ve našo direktno številko, kot je včasih bila 93, da zdaj je pa to malo drugače. Je pa dejstvo, da smo še vedno aktivirani po 2 linijah. Enkrat je to preko aktivne požarne zaščite, torej, kjer imajo podjetja ali določene ustanove vezano svoje aktivno požarno zaščito direktno na naš center, na našo centralo v gasilskem domu, kjer dežuramo, in ob pojavu nekega dogodka v njihovi stavbi se avtomatsko aktivira ta alarmna naprava in nas obvesti, da je tam nekaj narobe, in potem mi na podlagi tega alarma izvažamo. Če nas pa aktivira center 112, potem pa itak nam oni dajo
navodila, kje in kaj to pride. Naj pa povem, da mi kot poklicna gasilska enota, mi smo po zakonu dolžni, da v 1 minuti izvozimo. In mislim, da zaradi naše pripravljenosti in našega sistema se še ni zgodilo, da ne bi izvozili v tem času. Je pa problem vedno, kadar potrebujemo več gasilcev, da je to neka obširna zadeva, pa moramo aktivirati tudi prostovoljna gasilska društva, ki pa so zelo velikega pomena za reševanje v takšnih primerih. Pridobljena znanja morate gasilci nenehno obnavljati in nadgrajevati, skratka, tu v tem ni dvoma. Vendar pri samih intervencijah, posegih, ki gre, rečemo, nesreča že sama po sebi, bi rekel, pove, da je to neka okoliščina, ki se je zgodila na nek specifičen način, da to ni nekaj možno vnaprej predvideti. In seveda temu ustrezno se vi tudi soočite z primeri, ki jih vnaprej ni možno niti ne vaditi, ne simulirati, niti ne, pa kako bi rekel, se v teh primerih, kaj pride takrat v ospredju? Poglejte, vedno omenjamo, da se mi pripravljamo za več vrst nesreč. Ja. Nikoli pa ne moreš vse predvideti. Mi imamo določene operativne postopke, ki se jih držimo za raznovrstne te intervencije. Je pa še vedno najbolj pomembno, ko pridemo na kraj dogodka, je to prometna nesreča, ali je to požar, ali je to nesreča z nevarnimi snovmi, mora vodja intervencije ta prvo ugledati situacijo, se seznaniti z dejstvi in potem ukrepati, kot sem že povedal, po operativnih gasilskih postopkih. Torej, pri nas je vedno prioriteta reševanje ljudi, reševanje živali in pa reševanje in preprečevanje nadaljnje škode na materialnem področju. Ljudje pa vedno ugotavljamo, da se na vsaki intervenciji, oziroma nikoli se 2 intervenciji ne ponovita v enakem obsegu ali v enakem načinu. Tako da je vse to na tisti ljudski iznajdljivosti, ljudski pripravljenosti in glede na podlagi izvežbanosti, da v danem trenutku se mora hitro in pravilno odločiti vodja intervencije, kako bo nadalje speljal intervencijo. Skratka, prisebnost in izkušnje so to izrednega pomena. Izredno je to pomembno, zato pa še vedno poudarjam, naša v prvi vrsti psihofizična pripravljenost, naše vsakodnevno vežbanje, poznavanje zadev in pa izkušnje. Glede na to, da imamo vsako leto že v zadnjem obdobju več kot 400 intervencij, je to glavni, bi rekel, temelj, na katerega se oslanjamo, kako v določenih trenutkih intervenirati. In pa seveda vedno naletimo na neko težavo, ampak na srečo še nismo naleteli na nepremostljivo. Vedno smo v pravem trenutku pravilno odreagirali. Ob tem pogovoru bi bilo dobro, da morda daste tudi kakšen koristen nasvet občanom, oziroma kak enostaven praktičen nasvet ob eventualnem nastanku požara, vemo v gospodinjstvu, dimniki, skratka, to je en splet zadev, skratka, mi imamo stalno neke potencialna žarišča, ki lahko iz njih nastane tudi požar. Pa kako ukrepati v teh raznih primerih, da bomo dovolj samozaščitni, pa če se nam že kaj zalomi, da v bistvu tudi priprečimo pol nadaljnje izgorevanje. Pa bi morda tukaj pojasnil. Vedno poudarjam in ljudje osveščam v tem smislu, da morajo biti pozorni do sebe in do svojega okolja. Torej, kjer živimo, naj imamo urejeno okolje, naj se držimo na svetu določenih specifik, kot so kurišča. Velikokrat se pogovarjamo zdaj, da ljudje prihajajo nazaj na trda goriva za kurjenje, ampak ko govorimo o trdih gorivih, velikokrat pridemo do dejstev, da ljudje ne kurijo samo drva, ampak vse, kar jim pride pod roko, kar nimajo kam oddati, pa odvržejo v peč, to je velika napaka. Teh stvari naj se ljudje v čim večjem možnem načinu odvajajo. Kar se tiče
če pa pride do začetnega požara, vedno tudi poudarjamo, naj bi v vsakem objektu imeli gasilnike za prvo posredovanje. In če že imamo te gasilnike, naj nas ne bo strah uporabiti teh zadev. Seveda, da pa nas ne bo strah, moramo biti izobraženi oziroma vsaj sprobati moramo večkrat, a ne. Zato pa imamo večkrat tudi za prebivalstvo v občini, po vseh firmah, po šolah, po vrtcih, to prikazujemo gasilci in druge strokovne usposobljene osebe za gašenje začetnih požarov. In takrat, ko imamo to možnost, probajmo, preverimo, a znamo, a obvladujemo zadevo in pa seveda, če že imamo gasilnike, moramo skrbeti, da jih tudi vsako leto redno servisiramo in preizkušamo, da nas ne preseneti v slučaju začetnega požara. Če pride pa že do začetnega požara, najprej je pomembno, da smo zavestni, da ne naredimo kakšne neumnosti, da na neke požare na štedilnikih ne vlivamo vode, kar bi še pospešilo požar, da ne gasimo z vodo električnih naprav, kar bi nas lahko celo poškodovali ali še kaj hujšega, ampak da poskušamo z naravnimi gasilnimi sredstvi ali z gasilniki, če jih imamo, to zadevo preprečiti. Če pa ne moremo, pa moramo biti toliko zavestni, da čim prej pokličemo na številko 112, da pride strokovna pomoč in reši, kar se reši da. Omenjate gasilnika, ampak gre, kot ste že zdaj opisali, za več vrst, bi rekel, požarov. Enkrat je to požar zaradi električnega udara, drugič je tule požar na nekem kurišču ali na nekem štedilniku ali kakorkoli, skratka. Pa kateri gasilnik bi priporočil kot neki univerzalni, skratka, ker takrat v paniki pač tisti zgrabimo tisti gasilnik in velik čas tudi ne pomislimo, da bomo si s tem povzročili nesrečo. Je kakšen univerzalni gasilnik, ki pa lahko tako pogasi eno in drugo, pa da tudi ne ogrožamo zaradi električnega udara sebe? Gasilnike, ki jih uporabljamo pretežno mi v gospodinjstvu in v prostorih objektov, predvsem uporabljamo gasilnike na prah in pa gasilnike na ogljikov dioksid. To sta dve vrste gasilnikov, ki v nobenem primeru ne bo nam škodovala, če gremo z njimi gasiti. Seveda pa že sam aparat na prah, ko sem povedal, ta bo pa pustil posledice. Saj vemo, da ta prah ostane potem na elementih, na hrani ali bilo kjerkoli in je potem to neužito oziroma je precej težavno, da to spravimo v prvotno stanje nazaj. Kar se tiče ogljikovega dioksida, je tudi dobra zadeva za gašenje, ampak to moramo predvsem gasiti v zaprtih prostorih, da nam to učinkovito deluje. V zadnjem času pa se pojavlja še ena vrsta gasilnikov, to so pa gasilniki na biovrzal, to je na biosredstvo, kar že samo ime pove, da nam ne škoduje, če ga uporabljamo, če ga vdihavamo, če pride na rano. Tako da v tem gospodinjstvu bi skrb priporočil predvsej te gasilnike, so sicer malo dražje zakupiti, ampak glede učinkovitosti pa glede na posledice so pa potem stroški manjši. Ne glede pa, katera vrsta gasilnika imajo pri roki, v primeru požara v stanovanju ne bo nič narobe, če bojo pogasili z temu gasilniku na ogljikov dioksid ali na prah ali na biovrzal, vse bo pogasilo, če bo pravočasno. Gasilci ste zapriseženi prostovoljci, tu v tem ni dileme, pa nekje sem zasledil, da je Gasilska zveza Slovenije pred časom odločila, da ne pristopi k sodelovanju z televizijsko hišo, ki je želela oddajo Gasilec in lahko kaj to več stvari pojasnite. Skratka, v bistvu prvi hip bi razumeli, da se je želelo afirmirati gasilstvo in v čem je bil razlog, bi rekel, te odpovedi? No? Na začetku pobdimo, da je v Sloveniji okrog 150 000 prostovoljnih gasilcev. V taki šov oddaji, ki ti imenujemo, bi lahko sodelovali 2 ali 4, ki pa ni nujno, da so kot gasilci prostovoljci
najboljši v pravem pomenu gasilca prostovoljca. Mogoče bi pokazali določene uspehe na določenih področjih, seveda pa to ni smisel in mi kot prostovoljni gasilci ne želimo promovirati nekih supermenov, ampak nam več pomeni gasilec prostovoljec je tisti, ki zna pomagati ljudem, ko pride v nesreči, kot pa z samo promocijo ustvarjati neki bližji sistem. Gasilci ob vsem zahtevnostih od usposabljanja do intervencij se znate tudi poveseliti. Na koncu je tudi druženje nekaj nujnega, ker v bistvu druženje pomeni tudi to, da si mora ob neki intervenciji gasilec gasilcu mora maksimalno zaupati in se poznate tudi po drugi plati. In kako je s temi druženji, tako na ravni poklicnih gasilcev v sodelovanju z društvi in s tem, če še to izpostavim, Sveti Florijan je zaščitnik gasilcev. Je to neko združno praznovanje in tudi druženje? Poklicni gasilci, ko smo v službi, smo v službi. Takrat ni veseljačenja, kar bi rekel. Naj pa omenim, da smo vsi, ki smo zaposleni v Koroškem gasilskem zavodu, tudi prostovoljni gasilci, ki v svojem prostem času upravljamo to poslanstvo. Takrat pa v svojih društvih, kadarkoli je zadeva vezana na kakšno druženje, prijateljevanje, se ga radi udeležimo. Saj gasilec ima že naziv tovariš. To pomeni, da se moramo mi obnašati tovariško den drugega in to lahko uspemo samo takrat, kadar se dobro poznamo. Dobro se pa poznamo, če se večkrat srečamo na kakšnih boljših zadevščinah, kot pa v samih intervencijah, kjer je treba strogo po predpisih delati. Vemo, da veseljačenje ne pomeni pijančevanje, ampak pomeni druženje, spoznavanje, primerno obnašanje eden do drugega in pa v znak zahvale, da smo si takrat, ko se potrebujemo, lahko zaupamo en drugemu, ko gremo skupaj v težje intervencije, si moramo zaupati. In če si ne bomo to zaupali na prijateljski bazi, nobena strokovna afirmacija nam to ne bo pomagala. Drži potem ta pregovor ali govor, ko reče, ko si enkrat gasilec, si vedno gasilec. Skratka, tu odstopanja ni. Na lastnem primeru lahko tako rečem. Jaz sem začel, bom rekel, po družinski tradiciji kot 7-letni otrok, pa me ne glede, da sem zdaj v profesionalnih vodah kot prostovoljec, delujem že več kot 50 let, pa mislim, da zdaj poti nazaj pa res ni več. In vsak, kjer gre skozi to pot, ostane tudi do konca gasilec. Najin pogovor bom zaključil s pozdravom na pomoč. Z željo, da bi ostali predvsem pri pozdravu na pomoč in da bi v letu, v katero smo vstopili, teh klicev na pomoč bilo za vaše nujne, resne intervencije čim manj. Spoštovani magister Franc Jutršek, direktor Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem, hvala za sodelovanje v oddaji. Hvala za povabilo. Vam in vsem vašim gledalcem pa želim, da se v letu 2019 ne zgodi nič kaj neprimernega. Naj bo leto, kar se tiče z področja požarne varnosti, mirno in zadovoljno, tako da se bomo v drugih priložnosti raje družili, kot pa srečevali na intervencijah. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost in vse lepo v letu 2019 vam želim. Pa lep pozdrav.